Živijo! Najbrž se sprašujete, zakaj imam v roki dve šparovi košarci. Zato obstaja dober razlog. In ta razlog je boj med osnovnošolci, ki se bodo spopadli v izzivu Kuhoznalci, ki poteka v sklopu projekta Kuhna pa to. Projekt Kuhna pa to Špar podpira že 6. leto in letos bomo obiskali 6 osnovnih šol v 6 regijah, kjer bodo mladi kuharji kuhali lokalne jedi. Čas je, da obiščemo prvo šolo. Evola, že smo na prvi lokaciji, bolj natančno pred osnovno šolo Šturje v Ajdovščini. Name in na Šparov izziv pa že nestrpno čakata dve ekipi mladih kuharjev, tako da je čas, da jih spoznamo. To so torej naši mladi kuharji, ki pri teh letih zagotovo že bolje kuhajo od mene, ampak to bom lahko povedal na koncu, ko bom poizkusil obe jedi. Danes bodo pripravljali posebno lokalno jed iz šparovih sestavin, šljemplovko. Ne. Ne? Špljenovko. Ne. Šjelnovko. Ja. Ja, šjelnovko s polentnimi žličniki. Čas je, da spoznamo ekipi. Na moji desni so korenčki. Na moji levi pa peteršilčki. Poznamo vse tekmovalce, čas je, da spoznamo tudi pravila. Vsaka ekipa prejme svojo košarico s šparovimi sestavinami. Za šjelnovko tradicionalno vipavsko jed, ki bo kraljica današnjega izziva. Dodatno sestavino si boste lahko priborili. Med kuhanjem bom namreč zastavljal vprašanja in kdor odgovori prvi, bo lahko prvi izbral sestavino, ki bo popestrila njihovo jed. Med kuhanjem bom obema ekipama postavil dve takšni vprašanji. Torej, čas je za Šparov kviz. Dajem vam možnost, da si priborite peteršilj ali česen. Tista ekipa, ki bo prva pravilno odgovorila, izbira, kateri Šparov izdelek bo njen. Lan, prosim. Tara. Torej, vprašanje. Kaj je šjelnovka in katere so glavne sestavine? Šjelnovka je mineštra, glavne sestavine so zelena, čebula. Je enolončnica. Dobro, ja. To je bilo prav. Ja, glavne sestavine so krompir, korenček, zelena. Bravo! Izbirate si sestavino. Peteršilj. Peteršilj. Izvoli. Drugi ekipi pa dajem možnost, da s pravilnim odgovorom dobi sestavino, ki je ostala, torej česen. Vprašanje se glasi, kaj se zraven gomolja zelene nujno uporabi v jedi? Liste. Kaj, od lipe? Od hrasta? Ja, zelene. Od zelene. Listi od zelene. Odgovor je pravilen. Česen je vaš. Hvala. Podelili smo dodatne sestavini. Zdaj pa je čas, da začnemo kuhati. Gremo na svoje mesta. Naj se kuhanje za najboljšo šljenkovko začne zdaj! A bi vam prav prišla še kakšna druga sestavina? Ja. Kaj? Parmezan. Jaz imam tukaj parmezan in pa drobnjak. Čas je za drugi kviz. Lan, Tara, Prita. Vprašanje pa se glasi. Naštej 3 tipične jedi Vipavske doline iz polente ali jedi, ki se jedo s polento. Ok? Zabelo. To je na masli in kruhi.
Ne, ok, naprej. Žganci, Ne. Kaj še? Nekaj sem slišal, pa ti je bilo... župca, ne vem. Župenca, ja. Polenta plus pršutov toč, to je to, župenca. 1 piko dobite. Lan, če dobite 2 piki, Ajdovi žganci, ne. A nisi slišal, da niso dobili pike za to? ja, županca, Ja? ne vem, polenta v mineštri. Katera mineštra, kako se ji reče? Ne veste? Ujot. Ne. Ok, glede na to, da ste imeli vsak po en pravilen odgovor, bi vam dal parmezan, vam pa parmezan. Ok? Okej, hvala. Evo, še minutka 2 in krožniki bodo zaključeni. Jaz pa bom imel to čas, da poizkusim obe jedi. Evala! Pred mano sta obe končani jedi. Moram reči, da na prvi pogled izgledata res slastno in okusno. Bom najprej probal od korenčkov. Pridem še nazaj, ok. In pa še šlenovka. Šelnovka od peteršilčkov, ok. Ja, težko bo tole oceniti. Obe šenovki s polentnimi žličniki sta res dobri, zato jaz se ne moram odločiti. Zato prosim, da mi tukaj pomagate vi in glasujete za Korenčke. ali... Peteršilčke. Obe ekipi pa si seveda zaslužita špar paketek, zmagovalna ekipa pa bo prejela prav posebno nagrado. Zapomnite si, nagrade čakajo tudi tiste, ki glasujete za eno izmed ekip. Sliši se zanimivo? Gremo, akcija! Adijo, lep pozdrav z Vajdošne!